Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Piji, ki z iskricami v očeh zelo rada prisluhne pravljičnemu svetu. Najlepša hvala, Pija. In tokratni pravljici bomo spoznali deklico, ki doživi dan, ko ji gre skoraj vse narobe. A na srečo njena mamica pozna rešitev za tako nesrečen dan. Le kako je mamici uspelo narisati nasmeh na obraz svojih hčeri? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Pijo z naslovom Čudežna moč knjige. Včasih, ko se vračam iz šole, si ne morem pomagati, da v mislih ne bi premlevala neprijetnih trenutkov tistega dne. Danes zjutraj je deževalo in bila sem čisto premočena. Izgubila sem svojo najljubšo lasnico. Med odmorom sem padla. Vsebina stekleničke za vodo se mi je razlila po torbi. Na uri plavanja sem morala splezati na najvišjo odskočno desko. Zdaj pa še mama pripravlja večerjo in nima časa zame. Naj se še tako trudim, da bi svoje misli usmerila drugam. Vse to je bilo preprosto preveč za en sam dan. Mama opazi, da se kujem, zato še sama postane nejevoljna. Večerja ni prav zabavna. A ko pride čas za spanje, mama na srečo pride do mene in se, kot skoraj vsak večer, usede na rob moje postelje, da me stisne k sebi in da malo pokramljava. Danes pa ni ravno tvoj dan, kaj ne? Reče in me poboža po laseh. Naj ti preberem pravljico? Saj veš, pravljice imajo čudežno moč. Le pojdi in izberi tisto, ki si jo danes želiš slišati. Dolgo oklevam pred svojo knjižno omaro. Toliko knjig imam. Le katero naj izberem? To, ki je že čisto raztrgana, ker je bila že tolikokrat prebrana? Ali to, ki je čisto nova in se jo komaj upam dotakniti? To, ki jo znam že na pamet? Ali to, ki me popelje v daljne kraje? To, ki mi v kri nažene toliko strahu, da ostanem brez besed? Ali to, katere glasba mi vzbuja željo po petju? Nikakor se ne morem odločiti. Rada imam vse svoje knjige. Ampak na koncu izberem tisto, ki mi prikliče nasmeh na obraz. Stisnem se k svoji mami in ko začne brati, mi je takoj lažje pri srcu. Nič drugega več ni pomembno, kot le ta najin trenutek. Mamin glas me ponese v pravljično deželo. Pravljica je konec. Mama me tiho vpraša: kakšen je bil tvoj dan? Pomislim torej na vse, kar se mi je danes pripetilo, in ji povem vse o svežini dežja, puščajoči steklenički za vodo, izgubljeni lasnici, padcu med odmorom, trenutkov, ko sem zbrala pogum, da skočim z najvišje deske.
In ko sem prišla domov, je vse prijetno dišalo po večerji, ki jo je pripravljala za nas. Poljubim mamo in ji rečem: ampak najboljši del mojega dneva je pa zdaj. Zdaj, ko se po prebrani pravljici stiskam k tebi. Mama se nasmehne, me zavije v odejo in reče: morda pa bi morali pravljico za lahko noč brati že zjutraj. Tako bi že na vse zgodaj poskrbeli za lepši dan. Morda pa res? Bravo! Odlična ideja! Včasih so dnevi naravnost čudoviti in nam gre prav vse kot po maslu. Se pa zgodi, da pridejo tudi drugačni, bolj naporni dnevi. A takrat se spomnimo, da lahko slabo voljo tudi presežemo in uživamo v čudovitih trenutkih. Pija, naj bodo tvoji dnevi polni navdihujočih trenutkov. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni precej podobni pravljici z naslovom Super grozen dan. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Piji, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo! Čudovita pravljica.